Živijo! Danes sem hodila z vami deliti eno zanimivo izkušnjo spletnega nakupovanja. In sicer jaz lepo scrollam po Facebooku, nič takega, vsakodnevno opravilo in naenkrat zagledam en oglas, kjer oglašujejo neke mat šminke za ustnice. In pač ponavadi me te oglasi res ne ganejo, ampak ta je bil nekaj posebenega. Tako, vključili so par youtuberk, ki jih sicer nisem poznala, ampak so mi bile ful zanimive, na kakšen način so predstavljale izdelek, pa kako so povedali, koliko je res intenzivna barva, mat, ampak da ne izsuši ustnic na drugi strani, da se res nič ne prenaša in sem bila tako. Okej, to zna biti zanimivo, dajmo probati. Tako da ja, kupila sem make-up prek Facebooka. Ne prek Facebooka, ampak Facebook oglaševanje me je pripravil do tega, da sem šla na njihovo spletno stran in kupila izdelek. Ampak tak naslov pač ni zanimiv za video, a ne? Podjetje se imenuje Focallure in prodajajo vse živo od šmink, eyeshadowov, v glavnem imajo take malo drugačne, malo bolj zanimive make-up izdelke. Jaz sem se odločila, da bom vzela 2 šminke, ampak potem sem začela gledati, kakšni so stroški shippinga, pa sem rekla, ok, šminke sta bile okrog 12 evrov, nekaj takega. In potem so na to gor vrgli še shipping $4. In sem bila tako, ne bom plačala shipping za 2 šminke, a ne, pač res mi je bilo malo brez veze. In jaz pač, ker sem bila že sred košarice, vpisala polovico podatkov noter. Sem potem, ko sem videla, da pač je poštnina $4, nisem plačala in sem šla ven iz spletne strani. Takrat grem jaz, ne vem, 5 minut kasneje, grem jaz nekaj drugega pogledati na moj mail, sem videla, da so mi že 4 maile vmes poslali. Najprej prvi mail, živjo, hvala, da si vpisala svoje podatke, tukaj imaš 10% popusta. Ok, v redu. Drugi mail, živjo, zakaj si se odločila, da ne boš svojih izdelkov kupila? Dej, tukaj imaš, evo, 15% popusta, če se že odločiš, da pač boš, da bi to vzela. No, ta tretji mail, ta četrti mail, ta šesti mail, ne vem kjer mail, v glavnem ta zadnji mail je imel 30% popusta, kao, dej prosim, ne prid nazaj, mi te rabimo, mi te hočemo, naša najljubša stranka si. In sem veliko, ok, 30% na 2 šminke, dobim noter poštnino pa še malo zraven, a ne? Tako da včasih se splača kaj pustiti v košarici, pustiti svoje podatke, pa ne plačati, ne? Tako da, mislim, nisem šla niti z naročilom do konca. Tako da ja, potem sem šla nazaj in vpisala ta 30% popust, mi je zbil dol poštnino, mi je zbil dol tudi mečkan cene šminke in sem rekla, ok, zdaj je pa to vredno. Je res, da je zadeva rabila 1 mesec, da je prišla do Črne Gore, pošiljajo iz Amerike. Ja, približno 1 mesec, več kot 1 mesec je trajalo, da sem jih dobila, ampak ko sem jih dobila, I am amazed! Ok, dajmo pogledati. Pakinge so take ful lepe, ful dizajnerske, bi človek rekel, izgledajo tako kot mal na Mac so podobni, taki mal Macovski so. Vzela sem 2 barve in sicer French Beige in pa Chestnut. Pa dajmo najprej pogledati Chestnut, pa se pol še na French Beige osredotočimo. Iskala sem svetle barve z rjavimi podtoni, ampak se mi zdi, da so bile vse svetle pobrane, tako da se mi zdi, da so te 2 še zmer dosti temne napram temu, kar sem jaz iskala. Poglejmo, kako zdaj to zgleda. Ustnice, roke pa bomo pol dali z ustnic dol, pa na roki svoč pokazala, je prav. Ful moraš paziti, da se po zobih ne namažeš, ker se ful hitro zgodi. Ok, recimo, da je tako kar tako cool. Ok, taka je prva šminka in meni je ta ful všeč, sploh taka malo bolj drzna poletna. Ni toliko svetla, kakor sem mislila, da bo svetla, ampak mi je kar precej všeč. Dajmo še swatch na roko in bomo potem videli obe dve skupaj, kakšne sta. In ja, to ne gre drugače dol, kakor z micelarnimi vodicami in ostalimi sredstvi za čiščenje šminke. Poglejmo si še ta drugo barvo, ki je mečkan bolj močna. Takale temna, Matte Lips, 04 Chestnut.
Ta je kar precej temnejša in zaradi tega se tudi malo težje namaže, oziroma moraš biti bolj previden. Še svočamo. Evo je veliko bolj rjavkasta, ni tako rozasta. Mečkam bolj temna šminka, mogoče mečkam bolj jesenski odtenek, ne tako poletni. Malo sem se je mogla navaditi, ampak naprimer za kakšno tako bolj resno priložnost bi bila pa moja ful dobra izbira. Te šminke sem jaz potem dala na test, lepo sem jo dala gor, šla sem ven, jedla sem, pila sem, živela sem življenje. In dejansko, ko se posušijo, se ne prenesejo sploh nikamor. Dokler se ne posušijo, je tak rahlo neprijeten občutek gor, ker te čutiš, da imaš nekaj gor in čutiš, da te malo zateguje konstantno, ampak ni pa res tisto, da bi se ful videla razpokane ustnice. So ene izmed bolj orange mat šmink, ampak tudi držijo res dobro. Tako da, kar se tega tiče, moram potrditi, prav so imeli, res je dober, ne razmažejo se in pa res zelo dolgo držijo. Edino, kar je, da moraš biti majčkeno izvežban v nanašanju teh šmink, ker zelo hitro se primejo na zobe in ne grejo dol. In pa zelo hitro jo grdo namažeš in potem smešno izgleda. Tako da iz tega vidika je pač si treba cajt vzeti za take stvari, pa sploh, če imaš živo rdečo šminko, zelo počasi se tega lotiti. Od vseh mat šmink, ki sem jih probala, bi rekla, da so te najbolj podobne Colourpopu. S tem, da so, mislim, da so cenejše, ja, če se ne motim, so cenejše. Imajo pa par res utrganih barv, imajo ene res orange metalik šminke, ampak jaz sem bila pač tako, ne vem, za kam bi nesla te metalik šminke, zato jih tudi nisem probala vzeti. Ampak ja, definitivno spletna stran z zanimivim make-upom, ki se jo splača pogledati, je pa res, da shipping traja 1 mesec. A bom nabavila še kakšne od njih, ali se bom raje držala moje preverjene Nable? Po mojem se bom držala moje preverjene Nable, zaradi tega, ker do zdaj mi je Nabla še zmer najboljše mat šminke ever. A je bil uspešen nakup, a ni bil uspešen nakup? Pa nekaj vmes, recimo, da je bil uspešen. S tem videom sem sprobala nekaj novega, povejte mi, če ful me zanima v komentarjih, če vas zanimajo moje izkušnje z nakupovanjem iz random spletnih strani na internetu, pa bom naredila še kakšen tak review video. Drugače pa tle imaš še en video, ki si ga poglej, če ga slučajno še nisi videla, in pa se vidimo kmalu. Adijo, čau!